Zdravo, banda, z nami je Lenart Jakučič, zaupanja vreden novinar, ki se spozna na laži. In upam, da ne tudi na laganje. Tudi mi to upamo. Zadnja raziskava Tehniškega inštituta Massachusetts je pokazala, da se na Twitterju dejansko deli več laži kot resnice. Ja, seveda, zaradi tega, ker imamo ta refleks. Enostavno smo bolj nagnjeni k temu, da ima to več učinka in pol brez razmišljanja hitreje delimo kakšne stvari, ki nas ujezijo, čeprav jih nismo preverili. Sam, da je v našem vrednostnem sistemu. Želimo slišati tisto, kar verjamemo. Mislim, da so delali tudi poskuse v koliko sekundah ali pa milisekundah, ko nekaj vidimo, že kar polajkamo ali pa posredujemo naprej in to, če gremo računati vmes med to reakcijo, ni veliko časa za premislek. Kateri izraz in zakaj ti je najbolj blizu? A je to dezinformacija, a je to lažna novica, a je to laž, a je to nekaj čist tretjega? Lažne novice ne maram. Nima nobene realne teže, ampak si jo je izmislila praktično politična propaganda in zaradi tega jaz bolj vztrajam pri dezinformaciji, ker v politični teoriji ima dezinformacija jasno težo. Gre za načrtno širjenje napačnih informacij z namenom tega, da bi zavajali, dosegli določen politični učinek, očrnili nasprotnika, utrdili režim. Ampak kdo pa dejansko širi laži? A smo to navadni, recimo temu, ljudje naivni? Ali so to neki troli z nekim interesom? Stvar je komplicirana lik zato, ker je res oboje. Ampak mene tukaj najbolj skrbi nekaj drugega. Ogromno tega, saj danes vemo, je dejansko načrtnega. Skratka, če vam jaz lahko zaposlim praktično najboljše hekerje, psihologe, imam na razpolago par milijonov evrov za eno tako kampanjo, da lahko najamem praktično kogarkoli, je to nekaj čist drugega, kot če mi dva udejanjava svobodo govora. V tem pojmu lažnih novic pa tole jaz vsem se osredotočil predvsem na namerno dezinformacijo, ki jo pa že zgodovinsko gledano izvajajo praktično podobni akterji. Včasih je držalo, da če nekaj vidiš, da to zagotovo drži, ampak vemo, da tudi televizija lahko manipulira. Recimo. Neža, a si bila danes pridna in si pojedla svoj zajtrk? Seveda. Kaj si jedla? Krasne mlade srnice. To ni nič novega. Ampak danes imamo dejansko tehnologijo imenovano deepfake. Kaj to pomeni? To pomeni samo to, da bi lahko na podlagi nekaj ur mojih posnetkov uporabili mene in bi pol uporabili poseben program, ki bi animiral moje ustnice. In bi potem vi napisali en besedil, ki ga jaz nisem izrekel, na kar bi potem ekipa v ozadju te besede uporabila moj glas in ga potem povezali z mojimi ustnicami in bi jaz lahko tukaj na televiziji zgledal, kot da nekaj govorim, v resnici pa govoril nekaj, česar nisem nikoli povedal oziroma bi me čisto zmanipuliral. Ta tehnologija zelo hitro napreduje, je skozi bolj prepričljiva, odkrivati se jo še da, ampak problem je v družbenem učinku. Zaradi tega, ker takoj gre ven in se vali naprej. Takoj gre ven in to recimo, dobro, jaz sem tukaj še manjši problem, ampak če bi pa nekaj tacga, ne vem, Trumpu, Putinu, Merklovi ali pa karkoli tacga naštimali, pa lahko začnejo v najslabšem primeru tudi kakšne jedrske konice leteti. Lenart, najlepša hvala za pogovor. In za vabilo. Bilo mi je veselje. Vi pa vabljeni, da od spodaj pokomentirate, kaj je bila zadnja laž ali pa dezinformacija, ki ste ji verjeli. Lahko pa tudi šerate tale video, pa polajkate ali pa subscribate. Adijo.